Potem, ko je somalilandski veleposlanik v Izraelu napovedal načrte za odprtje prve tuje ambasade države v Jeruzalemu, Egipt zdaj ostro kritizira to potezo. Izjava na spletni strani egiptovske vlade se glasi: Egipt ostro obsoja nezakonito in nesprejemljivo potezo glede odprtja tako imenovane somalilandske ambasade v Al-Kudsu, torej v Jeruzalemu. A to ni le diplomatski protokol. Večja zgodba je nov strateški boj, ki se oblikuje na Afriškem rogu. Verjemite, v tej zgodbi je zagotovo več kot le egiptovsko obsodbo, saj se v regiji krepijo zavezništva, kot so Egipt, Turčija, Somalija, Izrael, Somaliland in morda celo Združeni arabski emirati. Nam lahko to razložite? Da, vsaka država ima seveda svoje interese, vendar lahko jasno vidimo, da obstaja neka vrsta zavezništva, nekakšna tabora, pravzaprav dva tabora. Na eni strani vidite Egipt in Somalijo, pa tudi, veste, Egipt, Somalijo in druge države v regiji. Na drugi strani vidite Združene arabske emirate, ki podpirajo Somaliland, Izrael, ki je že priznal Somaliland in zdaj želi Somaliland odpreti veleposlaništvo v Jeruzalemu. In tudi Etiopijo, ki ima svoje težave z Egipčani. Vprašanje jezu na Nilu. Na Afriškem rogu. To nam jasno kaže, da obstaja neka vrsta zavezništva. Ampak rekel bi, da ni povsem tako. Saj se spomnite, da Združeni arabski emirati na primer vlagajo tudi v Egipt. In tudi Egipt ima še vedno svoje odnose z Izraelom in svoje interese. Komunikacijski kanali so seveda zelo odprti. Tudi po 2-3 letih vojne med Izraelom in Hamasom so odnosi tukaj še vedno enaki. Tako da je to zelo, veste, zapleteno vprašanje, kjer vsak igralec želi maksimirati svoje koristi. Somalilandci so zainteresirani za to priznanje. Izrael jim to daje. Morda bomo zdaj videli še več držav, ki bodo priznale Somaliland. Videli smo nekatere uradnike iz ZAE, ki govorijo o še enem koraku naprej za Somaliland, kar bi lahko nakazovalo, da bi ZAE lahko bila naslednja država, ki bo priznala Somaliland. Tako da se to ves čas spreminja na Afriškem rogu, zelo, zelo pomembni regiji. Egipčani želijo ohraniti Sueški prekop in Rdeče morje varna, stabilna, brez več, veste, separatistov tu in tam. Izraelci, Združeni arabski emirati morajo biti tam zaradi lastnih interesov. Izraelci želijo imeti tam tudi nekaj prisotnosti zaradi Hutijev, pa tudi večji dostop do Rdečega morja. Torej tukaj igrajo vlogo interesi različnih držav, a vsaj za zdaj nihče ne napada druge strani. Toda obsodba iz Egipta nam tudi pove, kako te stvari vidijo različne strani. Pomembna novica, ki nam daje nekoliko več vpogleda v to egiptovsko obsodbo. E24 News English, hvala za to razlago.